Spoštovana gospa direktorica Centra za socialno delo Celje, spoštovani župani, sodelavci centra, sedanji, bivši in vsi, ki v tej državi skrbite za to, da postaja država socialna in taka, kot jo želimo, da postane še naprej. Kot vemo, je socialno varstvo vezni člen naše družbe, ki s celoto svojih storitev in pomoči omogoča posameznikom in ranljivim skupinam, ki se znajdejo v situaciji, da se sami ne morejo zagotavljati ustreznih dohodkov za preživetje ali imajo zaradi svojih specifičnih situacij slabše možnosti za vključitev na trg dela, osnovni življenjski standard ter daje spodbude za njihovo ponovno vključevanje v družbo. Omogoča, da smo kljub velikim spremembam na ekonomskem in socialnem področju še naprej socialna država. V Sloveniji smo vzpostavili stabilno mrežo nosilcev socialno-varstvenih dejavnosti. Vloga Centrov za socialno delo je pri tem ključna. Postali so povezovalci celotnega sistema socialnega varstva, spodbujevalci novih spremembam in razvoja prilagojenih programov ter mesto, na katerem ljudje v stiski dobijo ustrezni nasvet in konkretno pomoč. Poslanstvo Centra za socialno delo ima v sistemu socialnega varstva izjemno pomembne naloge in vlogo. Obseg dela je namreč vsak dan večji, vsebina njihovega dela pa vedno bolj zahtevna. Večje stiske ljudi se kažejo tudi v porastu primerov nasilja v družini in v porastu težav v duševnem zdravju, v porastu potreb po prvi socialni pomoči družinam, v številu vključitev storitve in programe socialnega varstva, predvsem pa v porastu vlog za denarno socialno pomoč. Število prejemnikov denarne socialne pomoči se je v Sloveniji v letu 2010 v primerjavi z letom 2009 povečalo za dobrih 17%. V zvezi s temi pomočmi si je Vlada Republike Slovenije zadala cilj zagotoviti učinkovitejšo politiko socialnih transferjev. Ta cilj želimo doseči z naslednjimi ukrepi. Nova določitev minimalne ravni socialne varnosti, to je višje ravni, zagotovitev enotne vstopne točke v sistem socialne pomoči, vzpostavitev enotne evidence vseh pomoči, ki jih prejema posameznik. Rešitve, ki pomenijo realizacijo navedenih ukrepov, so predvidene v Zakonu o socialno-varstvenih prejemkih in v Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Slednji predstavlja poenostavitev sistema socialnih transferjev, pravičnejše dodeljevanje pravic iz javnih sredstev, večjo preglednost in večjo učinkovitost dodeljenih pomoči. Zakon ima še eno pomembno novost. Centri za socialno delo bodo postali enotna vstopna točka v sistemu socialnih pravic. Centri za socialno delo bodo odločali o vseh zakonskih pravicah, ki so neposredno odvisne od dohodkovnega in premoženjskega položaja pravičenca, in to od tistih državnih socialnih transferjev, ki so že v naši pristojnosti, kot tudi tistih, ki jih po veljavnih predpisih zagotavlja lokalna skupnost. Enotna vstopna točka bo torej omogočala, da se vse pravice iz javnih sredstev uveljavljajo na enem mestu, v enem postopku, kar bo omogočalo strankam hiter in učinkovit postopek uveljavljanja pravic. Vse prednosti tega zakona pa bo mogoče doseči z vzpostavitvijo centralne evidence pravic iz javnih sredstev in s povezavo informacijskih sistemov ter z vzpostavitvijo enega mesta odločanja. S tem verjamemo, da bomo tudi razbremenili zaposlene svetovalce na Centrih za socialno delo, administrativnih bremen in da se bodo lahko v večji meri posvečali ljudem. V naslednjem obdobju bo na razvoj socialnega varstva v povezavi z delom Centra za socialno delo vplival tudi nov zakon o socialno-varstveni dejavnosti, ki jo pripravi. Njegov cilj je povečati učinkovitost in kakovost socialno-varstvene dejavnosti, izboljšati sodelovanje države in lokalne skupnosti ter drugih deležnikov pri načrtovanju mreže izvajalcev in vsebin pomoči, zagotoviti večji vpliv uporabnikov pri načrtovanju in izvajanju socialno-varstvenih storitev, programov
pomoči ter povečati poslovno in strokovno avtonomijo izvajalcev ter s tem zagotoviti boljšo kakovost, večjo učinkovitost ter kakovost njihovega dela. V pripravi pa je tudi nov nacionalni program socialnega varstva. V preteklih letih so bili nedvomno storjeni pomembni premiki v delu Centrov za socialno delo, tako na področju dodatnih zaposlitev, uvajanja novih oblik in pristopov pri delu ter zagotavljanju boljših pogojev dela. Priprava novih strateških dokumentov in zakonov je zato tako priložnost za razmislek, kako v prihodnosti organizirati centre in oblikovati mrežo, ki bo v največji možni meri izkoristila vse obstoječe vire in sredstva s ciljem zagotoviti večjo učinkovitost dela, zmanjšati obremenjenost zaposlenih in zagotoviti več časa za delo z uporabniki. Naši nadaljnji cilji tako ostajajo razvoj strokovnih mrež pomoči, vzpostavitev in razvoj pluralnosti programov in izvajalcev ter oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk. Center za socialno delo Celje pokriva obvladljivo število prebivalcev in ima ustrezno število strokovnih delavcev, specializiranih za posamezno posebino nalog, kar zagotavlja pogoje za strokovno delo. No, s tem se direktorica verjetno v celoti ne strinja, ker bi želela več sodelavcev, zato da opravljajo delo, ki ga vsak dan več. Ima nove prostore, ki so veliko bolj prijazne za uporabnike in zaposlene v prejšnji. Ima podporo lokalne skupnosti, kar je prepoznati tudi v pestri ponudbi socialno-varstvenih storitev in programov v občini in v sodelovanju na številnih skupnih projektih. Zelo dobro izkušnjo s sodelovanjem na skupnih projektih z občino imamo tudi na ministrstvu, saj smo v preteklih letih realizirali številne programe socialnega varstva, ki jih ministrstvo sofinancira, kot so zavetišče za brezdomce, materinski dom in varna hiša, preventivni programi za otroke in mladostnike, programi za preprečevanje zasvojenosti in še bi katerega našli. Zahvala za to tako bogat izbor programov, ki so na voljo uporabnikom, gre za to tudi občini Celje. Center za socialno delo Celje je eden od 5 centrov za socialno delo, ki letos obeležujejo 50-letnico svojega obstoja. V tem obdobju je njegovo delo zaznamovalo 5 direktorjev, izjemnih ljudi, ki so, oziroma ste, vsak po svoje vplivali na strokovni razvoj in podobo tega centra. Uspešno izvajanje svoje vloge in poslanstva je Center za socialno delo Celje v vsem tem obdobju lahko zagotavljal s pomočjo številnih zaposlenih, ki so svojim strokovnim delom in občutkom za človeka blažili stiske ljudi in svetovali ter jim pomagali k zavedanju, da so lahko trenutne težave tudi možnost in priložnost za bolj prijazen in lepši jutri. Spoštovana direktorica magistra Olga Bezančič-Lanič, spoštovani vsi, ki ste v teh letih oblikovali podobo Centra za socialno delo Celje. Iskreno vam čestitam ob tem jubileju in se vam zahvaljujem v imenu države, ministrstva za vaše delo. Vsem, ki v Centru Celje, Centru za socialno delo Celje, ostajate še naprej, pa seveda veliko uspeha in dobrih rezultatov pri vašem delu tudi v prihodnje. Vsem skupaj želim, da bi lep dan, ki obeležuje ta res lep okrogli jubilej, potekal v znamenju praznovanja, tudi veselja doseženem in seveda v tem želim, da bi, kot rečeno, delali tako dobro tudi